13. oktobra je v knjižnici Slovenska Bistrica potekala razstava slik Moja brazgotina, moje življenje. Razstava se je odprla z okroglo mizo, v kateri so sodelovali člani društva Transplant, ki so prav tako transplantiranci. Pridružila se jim je tudi zdravnica Danica Avsec, ki je odgovorna zdravnica za donorsko dejavnost v Sloveniji. Najprej bi opozorila na to, da je potrebno se informirati, da je potrebno poznati tudi način darovanja, potrebno je pa poznati tudi, kaj s tem dosežemo. Zelo dobro je poslušati ljudi, ki so bili transplantirani. S tem se lahko zavedamo, kaj smo naredili, kadar se opredelimo za darovanje, kako smo prispevali k reševanju ljudi v stiski, kadar so tako zelo bolni, da vsak drug način zdravljenja odpade, oziroma je že pač enostavno ni več ostalo drugih možnosti. Ob tem, ko se odločimo za darovanje, seveda za darovanje po smrti, predvsem govorimo o darovanju po smrti, takrat smo dejansko za tem, kar nam je pravzaprav, kar nam ni več ostalo, kar je dejansko obsojeno na propad, omogočili življenje drugi osebi, kar pa ne pomeni, da je preživela samo ta oseba. Veliko dobrega smo naredili za družino, veliko dobrega smo naredili za okolico, bližnjo okolico in ne nazadnje tudi za družbo. Odločili smo se za življenje, izrazili smo, da cenimo vsako življenje posebej. Člani so z nami delili tudi, kakšno je njihovo življenje po transplantaciji. Da rečemo tako, živim normalno življenje, ponovno ali pa še toliko bolj se ukvarjamo s športom, tako da v Slovenskem društvu Transplant, oziroma tako bom rekel, jaz sem sicer vodja ekipe transplantiranih v športu. Udeležujemo se svetovnih in evropskih prvenstvih, kjer smo povsod zelo dobri, nas je ponovadi manj kot ostalih, tako kot povsod, ampak imamo pa zelo, zelo dobre uspehe, kar sam pomeni, da lahko živimo normalno življenje, zdravo in nas nič ne ovira. Na koncu okrogle mize smo se s člani pogovorili o pomenu te razstave. Sporočilo današnje razstave je ozaveščanje. Ozaveščanje ljudi o sami transplantaciji, postati darovalec. Da se pokažemo, da smo normalni, oziroma da smo najbolj hvaležni darovalcem, ker brez njih sicer ne bi mogli živeti, in da darovanje organov je najvišja pomoč, ki jo lahko človek da sočloveku. Razstava bo na voljo dober mesec v prvem nadstropju matične knjižnice. S takšnimi razstavami ozaveščamo in spodbujamo donorsko dejavnost tudi v Sloveniji. Ko se eno življenje konča, se lahko prižge luč mnogim drugim.